Spoštovani zbrani, dobrodošli na 3. letnem posvetu o višjem strokovnem izobraževanju. Posvet je eden najpomembnejših dogodkov za višje strokovno šolstvo v Sloveniji, kjer se bomo osredotočili na ključne teme in izzive višjega strokovnega izobraževanja. Poudarek bo na prispevku višjih strokovnih šol k razvoju gospodarstva in družbe in načrtovanih spremembah zakona o višjem strokovnem izobraževanju. Gostovali pa bodo številni ugledni govorci in strokovnjaki. To je bil ta uradni del. Zdaj pa, sej veste, program je zelo živa stvar in dovolite mi, da si privoščim malenkostni vložek, da te živosti programa ne boste občutili in so se v zadnjih minutah zelo potrudili vsi člani skupnosti Višje strokovne šole, zato predlagam, da vi pomahate, vi in pa zaploskate, ker so se našvicali. Vse ostalo obljubim po protokolu. Kako izboljšati kakovost izobraževanja in ustvariti tesne povezave med akademskim in gospodarskim svetom je vprašanje, s katerim se intenzivno ukvarja podpredsednik skupnosti višjih strokovnih šol Žan Dapčevič. Spodbuja k razvoju dinamičnih, relevantnih študijskih programov, ki odgovarjajo na potrebe študentov in družbe. Ga vabim k besedi. Spoštovani minister, dr. Vinko Logaj, spoštovana gostiteljica, izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, magistrica Marjana Majerič, cenjene panelistke in panelisti, spoštovani vsi številno zbrani deležniki višjega strokovnega izobraževanja, drage ravnateljice in ravnatelji višjih strokovnih šol, lepo pozdravljeni. Dovolite mi, da se v imenu vseh članic skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije zahvalim za današnjo priložnost, da skupaj razmislimo o prihodnosti tega izobraževanja v naši državi. Na 48 javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah, ki v 28 krajih po Sloveniji izvajamo več kot 34 programov, se zavedamo pomena, ki ga ima naše poslanstvo za regionalni, gospodarski in pa družbeni razvoj Slovenije. Prav vse višje strokovne šole se združujemo v našo skupnost, našo univerzitas, ki v tem študijskem letu predstavlja 9322 rednih in izrednih študentov. 6% več kot lani. Skupaj, glede na vpis v prvi letnik bolonjskega cikla, predstavljamo drugo največjo terciarno skupnost po Univerzi v Ljubljani. V absolutnem številu študentov pa tretjo največjo terciarno skupnost po Univerzi v Mariboru. Danes se namreč vsak četrti kandidat za študij prve bolonjske stopnje odloči za višješolsko strokovno izobraževanje, kar predstavlja bistven porast deleža v skoraj 30 letih obstoja višjega strokovnega izobraževanja. Višje šolstvo je namreč pomemben del terciarnega izobraževanja, kot vemo, je kratek cikel visokošolskega izobraževanja znotraj prve bolonjske stopnje in je s tem mednarodno vpeto v več kot 2/3 članic Evropskega visokošolskega prostora 49 držav, ki so že uvedle programe kratkega visokošolskega izobraževanja. Opažamo, da imajo najuspešnejše države vsaj dve institucionalno ločeni vertikali terciarnega izobraževanja, akademsko univerzitetno izobraževanje in pa poklicno strokovno terciarno izobraževanje. Podatki OECD-ja za Slovenijo kažejo, da so višješolski diplomanti najzaposljivejši diplomanti terciarnega izobraževanja v Sloveniji. In hkrati opozarja tudi na pojav tako imenovane preštevilčnosti študija na višjih ravneh izobraževanja. Višješolski diplomanti niso le najzaposljivejši, ampak jih delodajalci nagradijo enako kot njihove kolege prve bolonjske stopnje za plačo, sicer leto dni trajajočega študija. Ocenjujemo, da je temu predvsem tako zaradi izjemne prepletenosti višješolskega izobraževanja z gospodarstvom. Številni strokovnjaki iz podjetij kot predavatelji in inštruktorji sodelujejo v študijskem procesu, študentje kar 40% časa opravijo v obliki mentoriranega praktičnega izobraževanja pri delodajalcih in prav vsi študijski programi temeljijo na poklicnem standardu, to je naročilo gospodarstva. V nekaj več kot leto dni bo višje strokovno šolstvo obeležilo 30-letnico obstoja. Gospodarske in družbene potrebe so se v tem času spremenile in kot vidimo danes, se še hitreje spreminjajo. Pred 24 meseci je bila vsaka 8. delovna oseba oziroma delovno aktivna oseba v Sloveniji tuji državljan. Danes je to že vsaka 6.
delovno aktivna oseba. Danes dosegamo rekordno zaposlenost, hkrati pa skoraj 70% podjetij v avtomobilski industriji zaradi upara naročil razmišlja o odpuščanju že v prihodnjem letu. Vse to odraža tudi naš študijski proces, zato se moramo znati na nje hitro odzivati. Cilji sprejete vladne strategije višjega strokovnega izobraževanja za obdobje vse do leta 2030 je ustvarjanje sodobnega višješolskega sistema, ki bo našim študentom omogočil praktične izkušnje in kompetence, potrebne za hitro in pa uspešno vključevanje v trg dela in aktivno sooblikovanje družbe. Ključni poudarki so usmerjenost v inovativnost in prilagodljivost, saj želimo z stalnim prilagajanjem vsebin programov in novimi učnimi metodami zagotoviti, da bo višje strokovno šolstvo odražalo realne potrebe gospodarstva ter se hitro odzivalo na družbeno-okoljske izzive. Sprejeta strategija tako vsebuje 4 strateške cilje: finančno stabilno poslovanje višjih strokovnih šol, vsestranska kakovost višješolskega strokovnega izobraževanja, prilagajanje potrebam gospodarstva oziroma družbe in pa visoka zaposljivost diplomantov višjih strokovnih šol. Veseli smo, da resorno ministrstvo odgovorno in pa sistemsko pristopa k uresničevanju sprejete strategije. Z ustanovitvijo in okrepitvijo samostojnega sektorja za višje strokovno šolstvo, pa tudi projekti načrta za okrevanje in odpornost, kot so projekti za prenovo višješolskih študijskih programov, projektom usposabljanja strokovnih delavcev tudi v višješolskem izobraževanju, ter projektom zagotovitve skupne programske opreme za vodenje evidenc zaposljivosti diplomantov. Nestrpno seveda čakamo tudi na nove projekte evropske kohezijske politike, med njimi najavljene projekte za sofinanciranje digitalne podpore in trajnosti višjim strokovnim šolam pri uvajanju novih izobraževalnih programov ter projekte sofinanciranja študijskih programov za dokvalifikacije in pa prekvalifikacije naših državljanov. Višje strokovne šole hkrati aktivno sodelujemo tudi v delovnih skupinah pri sooblikovanju predlogov sprememb področne zakonodaje, vse z namenom krepitve kakovosti in konkurenčnosti višjega strokovnega šolstva v domačem in mednarodnem prostoru. Na višjih strokovnih šolah pa kljub vsemu ostajamo ambicioznejši. Želimo si nasloviti vse splošne družbene izzive na področju izobraževanja odraslih, saj skoraj polovico naših študentov predstavljajo izredni študenti, pa tudi z odkrivanjem novih študijskih področij na področjih zdravstva, predšolske vzgoje, izobraževanja, skrbi za starejše ter priložnosti za krepitev strokovne vertikale terciarnega izobraževanja v Sloveniji z novimi inovativnimi oblikami študija z delom tudi na višjih ravneh izobraževanja. Pomembno je, da ob tem okrepimo dialog tudi s preostalim pretežno univerzitetno-akademskim delom terciarnega izobraževanja ter področjem izobraževanja odraslih. Današnji program zato vključuje pomembne razprave, kjer bomo skupaj z uglednimi strokovnjaki raziskovali, kako lahko še bolj prispevamo k nadaljnjemu ugledu in pa razvoju višjega strokovnega šolstva. Dovolite mi, da se vsem zbranim zahvalim za vaše dosedanje delo in pa predanost višjemu strokovnemu izobraževanju. Prepričan sem, da bomo skupaj z skupnimi močmi dosegli, da bo višje strokovno izobraževanje v Sloveniji postalo sinonim za kakovost, inovativnost in pa priložnost za vse generacije. Naj nam današnji posvet služi kot izhodišče za nove ideje in pa korake naprej. Hvala vam in želim vam uspešen posvet.